umetnostjo in se ukvarjam, ne vem, če se šteje, ampak jaz sem 20 let nazaj sem začel grafite risati. Mogoče je to prva stvar, ki sem nadelal. To še, ko sem bil v srednji šoli. Zdaj pa delam večinoma stvari, ki imajo nekako veze z računalniki. Trenutno pa delam na tej igrici, ki tam so odzadaj na drugem delu te igrice. Prvo sem naredil 15 let nazaj, prvi del, pa je bilo to še, ko sem bil na faksu. In je bilo kar uspešno. Mislim, igrica je bila po celem svetu je zaokrožila in še zmeraj jo igrajo po 50 letih. Eni že celo 12-13 let igrajo to igrico brez prestanka. Zdaj pa delam VR verzijo, kar se mi zdi tako zanimiv, ker je nova dimenzija. Živijo, jaz sem Boštjan Čadež, sem umetnik. In ko sem začel delati, na koncu je prav super izpadlo. Če še niste igrali te igrice, pa sploh ne veste, zakaj gre, lahko greste na narider.com in tam igrate v web browserju original verzijo. Mislim, remake original verzije. Original verzija je bila narejena v Flashu in že zdavnaj več ali manj ne dela več v browserju, ker to pač vse izumira, ampak je narejen remake. Mislim, niti ni igrica, jaz sem to vedel tako govoril, zato ker pač sploh ni nobenih točk in ne moreš zmagati, ne moreš zgubiti, bolj je igrača. V smislu tega, da pač igra se pa tako, da odločaš o usodi nekega malega sankača, tako da narišeš črto, po kateri se bo on pač spuščal. Te verzije, ki pa zdaj delam, je pa v bistvu zaradi tega, ker VR omogoča to, da lahko rišeš v prostoru. To se mi zdi zanimivo, nekako to razširiti, ki je tak lep preskok. Se mi zdi, da lahko se nekaj doda te igrici, ker prej je bilo bolj težko. Vedno, kaj kdo nareja, mislim, tudi zunaj podjetjem, ki je pa v igrice šla za Nintendo Wii, pa za tako naprej. Več, ki si dodal v te igrici, se težko je kaj dodati, brez da bi nekako izgubila malonga svojega čara. Ampak mislim, da klej za 3D-om pa se da nekaj dodati, brez da bi se izgubil osnovni princip tega. Prva igrica je bila nema, tudi zaradi tega, ker jaz takrat še nisem uspel sploh nekako obvladati tega zvoka in ko sem poskušal dodajati zvok, je vedno pokal. Sem zdaj razumel, zakaj pokal, ampak takrat pač nisem razumel in pol na koncu je izpadlo, da je igrica bila nema. Pač, ker so ljudje skozi sami dodajali muziko, sem pa zdaj se odločil, da v tej novi verziji bom pa probal tudi ta aspekt malo pokriti, da bo ljudje lahko že notri v igrico vključili glasbo oziroma jo celo delali glasbo. Se pravi, da boš lahko na progo narisal recimo temu note in ko se bo sankač puščal, bo pač preigral te note naprej.